Dobro jutro in pozdravljeni v drugem festivalskem pregledniku 18. festivala slovenskega filma. Povzemali bomo dogajanje prvega dne festivala, torka. Preden si ogledamo nekaj prispevkov in prisluhnemo dvema pogovoroma, pa si oglejmo, koliko naključni mimoidoči v Portorožu vedo o festivalu slovenskega filma. Zopet sem dobil častno nalogo, da posnamem prispevek za AKTV. Zanimalo me je, koliko ljudi pravzaprav ve, da se festival slovenskega filma odvija v njihovi neposredni bližini. Ste že slišali za festival slovenskega filma? Ja, lansko leto prvič, ampak se ga še nisem udeležila, nažalost. Kaj pa vedo o festivalu tujci? Volimo festivale, mada nismo bili na festival filma u Portorožu, ali ukoliko je sutra, verovatno ćemo se vratiti. Voljeli bismo da budemo, obzirom da uvijek dolazimo na festivale vina. No, I don't heard it because it's the first day I stay here and I live in a hotel behind. Ni bilo časa, nisem bila prisotna v Portorožu, upam pa, da se mi bo letos uspelo, no. Ne. Dobro. Ko pa ima ponudim prost vstop, mi odgovorite z... Ne. Nisem še videla programa, niti ne vem čisto, kako to poteka. Gledate filme kaj? Ja. Tudi slovenske? Včasih. Sve sjajno. Evo, hvala. Ekipa iz Beograda. Po programu za otroke in mlade ter prvi panorami ste si ob 15. uri lahko ogledali sklop dokumentarni film 1. V glavni dvorani portoroškega auditorija sta se v dokumentarnem sklopu odvrtela filma Pletena borba in film Erika Valenčiča Fronte Kurdistana. Prvi film prikaže motivno zgodbo Romkinje Jasmine, ki pomaga ostalim socialno šibkim Romom. Kameri se liki predajo in z gledalcem stkejo čustveno vez. Manj emotiven, zato toliko bolj šokanten pa je film Erika Valenčiča, ki se s kamero odpravi na bojišča, kjer se za svojo državo borijo Kurdi, največje ljudstvo brez svoje države. Film nam odpre vrata v dosedaj zaprti svet, kjer človeško življenje nima večje vrednosti. Z Erikom sem spregovoril nekaj besed o tem, kako gleda na svoje ustvarjanje v svetu gibljive slike. Niso samo granate. Pravzaprav vojna niti to ni. Vojna je psihoza, če ne uporabim to malo posplošeno pogovorno besedo. Ti veš, kdaj si v vojni, tudi če ne slišiš enega metka, če ne slišiš ene granate. Ti veš, kdaj si v vojni, ker je atmosfera takšna. Ali te to zasvoji, mogoče tudi adrenalin, kdo bi lahko lagal? Zasvojite. Po drugi strani, pa ti v vojni naletiš na ljudi, ki so velikokrat oropani ničesar, razvrednoteni vsega, ki nekako poskušajo kot skupnost preživeti. Torej ne kot neki sebični posamezniki, kar je nam veliko bližje glede na našo družbo, v kateri živimo, ampak nekako poskušajo preživeti in vidiš ta pristni človeški duh. In stvar, ki me je pa katapultirala, da grem narediti konkretno ta dokumentarni film, je bila pač frustracija. Moja motivacija je bila frustracija, glede na dogajanje v zvezi v Iraku in Siriji prejšnje poletje, pa tudi jesen, ko smo veliko mainstream mediji, televizije in tako naprej govorili o Kurdih, o Kurdistanu, nikoli pa se ni povedalo, kdo ti ljudje so, kaj pravzaprav želijo, kaj je njihov namen. Vojno lahko doživljaš oziroma moraš subjektivno in objektivno. Subjektivno te preseneti pravzaprav, kako z lahkoto se človek navadi, katerikoli človek, in to je zelo težko razlagati ljudem, ki v vojni niso bili, kakor je bilo tudi težko meni to razlagati. Kako hitro se navadiš na streljanje, na bombe in na smrt samo, zelo hitro, presenetljivo hitro, rabiš par dni, ne par tednov ali mesecev, kar je bila recimo moja osebna predstava. Na koncu sem se odločil, da bom trenutno dogajanje v Iraku in Siriji izkoristil za to, da pač ta večni boj Kurdov za njihovo državo prikažem skozi to, kar se trenutno dogaja. To pa so seveda bojne linije, na žalost.
Po posebni projekciji ob 17. uri, ki je bila posvečena dobitnici Badjurove nagrade Dunji Klemens, je ob 19:30 v amfiteatru potekala otvoritev festivala. S temi besedami je direktor festivala Igor Prasel otvoril 18. festival slovenskega filma. S temi besedami je Joško Rutar, direktor Slovenskega filmskega centra, otvoril festival. Zato bom to rekla, kot je rekel Winston Churchill, naj bo v govoru začetek in konec čim bolj skupaj, pa bo stvar v redu. S temi besedami je Dunja Klemens pospremila nagrado za svoje življenjsko delo. In po teh besedah se bomo tudi zgledovali in končali prispevek. Toda ne preden si pogledamo stoječe ovacije za letošnjo Badjurovo nagrajenko. Kakšne ovacije pa sta prejela filma, ki sta sledila otvoritvi? Kratki film Plavanje Katarine Rešek in celovečerec Šiška Deluxe Jana Cvitkoviča. Pa ste Viktor Sapari. Sapari. Kater ti je bil ljubši, kratki ali celovečerni? Kratek je bil pa zelo zanimiv, zato ker se mi zdi, da odpira nekatere teme, s katerimi danes živimo, pa jih morda nočemo videti. No, meni moram reči, da ta drugi je bil res kul, dost časa že nisem to nasmejal. Kot komedija bi bila mega. Jan Cvitkovič me je naučil igrati. Jaz sem znal igrati že prej, ampak... On je spet igral? Ja, jaz spet igral. Jan Cvitkovič me je naučil igrati. Jaz sem že prej igral, ampak on me je pa še dodatno naučil. Odlično. Prav je tudi, da smo začeli s takim vedrim filmom, optimističnim. Vse se v redu konča in upam, da se bo tudi za Slovenijo in za filme slovenske dobro končalo. No, upamo, da se bo tudi dobro nadaljevalo. Lepo pozdravljeni v imenu podcasta Filmflow. Danes so z vami Bojana in Maja in v tej prvi oddaji, posvečeni pogovorom z avtorji, gostimo Jana Cvitkoviča. Njegov novi film, komedija Šiška Deluxe, je ravnokar otvoril 18. festival slovenskega filma. Jan Cvitkovič, avtor tega filma, je pa že z nami v studiu. Lepo pozdravljena. Zdajle čisto sveži vtisi me najbolj zanimajo. Publika je bila zelo navdušena, je izgledalo. Ja, se pravim, jaz naredil sem to komedijo, nisem vedel, kakšni bo odzivi. Pri komediji nikoli ne veš, kakšni bo odzivi, ne, bojo dobri, bojo slabi, bojo mlačni, bojo brezvezni, ali je propad sveta, ali ni propad sveta, ne. Tako da sem bil malo na trnih, res moram priznati, ne, ampak po tej atmosferi, ki se je zgodila danes v auditoriju, se mi kar en tak kamen odolil srca, ne, tako res, in mi je zdaj fajn. Zdaj mi je fajn, evo, pogledajte mi, zdaj mi je fajn. Ja, namreč vsi so se ful smejali. Mene pa v bistvu zanima, tvoji prejšnji filmi so imeli tako resnejšo noto. Kako to, da si se odločil zdaj za komedijo? Čisto ena naravna pot je bila. Jaz sem zadnji film, ki sem ga delal, bil Arheo, ki je bil tak zelo, ne vem, moj intimen, zelo intenziven, kar se mene samega tiče in tako naprej. In v enem hipu po tem filmu Arheo sem si zaželel sprostitve, ne. Zaželel sem si sprostitve. Zase, za ljudi okoli mene, za gledalce, za vse, ne, tako logično nadaljevanje, no. Se ti oddahne, pa rečeš, ajde, zdaj pa nekaj ljudskega, nekaj za ljudi, ne, tako. A pa je glede na to pa tudi verjetno vzdušje na, recimo, snemanju komedije precej drugačno kot na snemanju, recimo, Arhe? Ma ne, mislim, da ni, okej, ja, ma ne tako bistveno različno, ne. Se mi zdi, da je pač vsak film rabi eno intenzivnost, eno osredotočenost, ne, tako da jaz ne bi zdaj rekel, da če je komedija, se vsi režijo na snemanju, če pa ni komedija, se pa si res ne javiš, ne, tako, mislim, da ni tako, ne. Pač ljudje morajo biti osredotočeni v vsakem primeru, ne, tako da. Ampak vi osebno ste se pa pač vse nekako bolj zabavali, vi ste drugače kolegi z ekipo igralsko? S temi igralci? Ja, mi se poznamo že dolgo.
Jaz sem imel najprej idejo delati film o treh ljudeh. Medtem sem se družil s temi tremi ljudmi, ampak nisem vedel, da so to oni. Šele čez nekaj časa sem poštekal, da so to v bistvu oni, da sem že ves čas z njimi. Medtem, ko sem iskal igralce, sem poštekal, da sem v bistvu že ves čas med njimi, da sem ves čas družen z njimi. In to je bilo spet super, ko nekaj poštekaš. Iščem jih že 1 leto pa pol, so v bistvu z mano kadijo čike, pa pijo pera. Zdaj, verjetno tukaj so noter pač velike teh nekih skečev, nekih for. Koliko so to interne fore, koliko so to v bistvu neke stvari, ki se dejansko vam dogajali? A bo ostala Slovenija razen Ljubljančano razumela Šiško? Mislim, da to sploh ni noben problem, veš, tako sej. To niso bile, jaz sem se to zmišljeval sproti, veš, tako, ko sem pisal scenarij, ne vem, veš, večina tega, kar je v filmu, se ni dejansko res zgodilo, veš, to je pač dejstvo, ampak te stvari generirajo liki, ki so okoli tebe, veš, ki tvorijo neko energijo, veš, to je pač, ne bi okoli tega kompliciral, po mojem, veš, tudi danes se je slabo slišalo v principu, je pa zelo potiho, Jaz nisem slišal, kaj govorijo. Dobro, da so bili angliški. Jaz sem klical producent, jaz sem rekel, ne gre gor, ne da glas, pa unic nekaj smejal gor, pa ni dal glas, veš. Tako da jaz nisem slišal, kaj govorijo, veš. Če bi bilo bolj na glas, bilo dosti boljše, po mojem. No, ampak ljudje so uživali. Ja, to pa je. Zaradi tega mi je bilo nenavadno, pa zdaj je super, veš, ker... Zakaj Šiška, zakaj ne Bežigrad? Zato, ker sem živel v Šiški 7 let, nisem za Bežigradom. V redu, najlepša hvala, Jan. Uživaj večer še naprej. Upam, da veliko uspehov še s filmom. Kje ga lahko vidimo? V kinu od 27. do 29. oktobra, in točno v Sloveniji, Kje pa? V Sloveniji. Kaj pa kakšni festivali? To, v Montrealu je bila svetovna premiera, pred kratkim, ampak jaz nisem šel tja, ker že pišem drug scenarij. Ampak ta film se delal za Slovenijo. Slovenija. Eto pa, Agapitejevci so zate pripravili pico. Koga? A ne, no. Ja, res. Čakaj, jem. Posebej zate. Ekipa AKTV si je požrtovalno ta... Odtrgal iz glave. Od navdušenja smo izgubili glas. To je naša prva vdaja z avtorji, tako da je zdaj še tako malo. Lahko si ga daš kot uhan. Halo. Najlepši kos so zate. Bomba. Pa vidim, da ni mesta, Ni pica, ni Šiška deluxe. Ni mesa, Ne. To me pa ne zanima. Če ni mesa, me pa ne zanima. Ampak ocenim pa gesto, Ja, hvala lepa za obisk. Hvala ti. Hvala za povabilo. Lepo se imejte. Čau. Čigavo to. Čau, Čau. Zdaj pa v studiu gostimo že avtorico kratkega filma Plavanje. Z nami je Katarina Rešek. Živa, Katarina. Živja. Danes je bil tvoj film, kratki film, predfilm celovečerca na otvoritvi festivala. Povej mi, kakšen je občutek? V bistvu to je bilo zame tako kar eno ful veliko presenečenje in ful velika čast. V bistvu ker normalno nisem mogla verjeti, da se to dogaja. Tako da, ne vem, pač ok občutek je bil. Sicer ta film je tako že 1 leto nazaj bil narejen, tako da je pač se mi že veliko stvari zgodilo vmes. Tako da ga pa vsake toliko na kakem festivalu ali pa kaj gledam. Ali pa v bistvu naj gledam zraven, ker ga ne moram gledati. Pač, to je moj oseben problem. Ampak ne, drugače je bilo pa pač zanimivo, da v bistvu, ne vem, veliko ljudi pa pač, ja, tako pač, kako se bojo odzvali pa to, Pa si ti zdel, da je bil odziv v redu? Si takega pričakovala? Nič nisem pričakovala, zato ker pač, ne vem, se mi zdi, da tako v končni fazi pač ti nekaj narediš, pa pač je do vsakega odvisno, kako bo to interpretiral, pač pa vzel za svoje ali pa ne za svoje. Pač se mi zdi tako, da je bilo v redu glede na to, kakva tema je, pa v bistvu pač glede na to, da je večina folka prišlo gledati pač eno komedijo, da pač je tako malo je, verjetno tako niso pričakovali tako voda ali pa nekaj, tako naporno gremo islam, gremo menstruacija, gremo ženske, veš, pač ne vem. To je v bistvu to, kar me zanima, kako si se odločila za to tematiko, pa si te nekako posrečala, da je zdaj tako nekako bolj aktualna, se ti zdi, da Zeitgeist v bistvu za tem stoji? Zeitgeist ali pa Trendsetter, nekje od tega. Ne, v bistvu, ne vem, se mi zdi, da mislim, jaz sem prišla do tega, zato ker sem že tako od 16 leta bila napaljena malo na to, pač na, mislim, že tako že v osnovni šoli sem se enkrat ostala med poukom, pa tako rekla, v sošolcu, ker neki fulgor to govoril o puncah, tako 2000 let ste nas zatirali, zdaj pa ta ste. Tako da je zdaj ta neka mala feministka v meni pač bila že odvedno.
Ampak v bistvu pa me je ful začel zanimati islam, pa položaj ženske v islamu, pa tako. Se mi pa zdi, da pač še malo sem spremljaš tako zgodovino človeštva nasploh, pač naše civilizacije, da v bistvu ugotoviš, da pač bojo prerasle stvari postale spet aktualne, zato ker pač se vse skozi vrtino. Ne vem, nismo lih toliko, ne napredujemo spet toliko v tem nekem razumevanju, pa ne vem, čisto tako vzhajanja en z drugim. Mene zanima tudi, kako to, da si se odločila, da boš z naturščiki delala v glavnem. Glavna junakinja je naturščik, ne? V bistvu, glavna junak, obe, ne, mislim, mama in hčerka sta pač prvič na filmu bili. Pač tako, ta odločitev, da pač bo 12-letno punco igrala, pač 13-letna punca, pač je tako, ne, ker naravna nekako. Ampak tudi tako, pa v bistvu, ne vem, nekako nisem videla nobenega drugega v tej vlogi od recimo profesionalnih igralcev, ampak meni je bil to vedno izziv, ne vem, nekako pač poiskati podobne ljudi tem likom, pa pač jim pustiti, da oni dajo pa nek ta svoj life tem, mislim, zgodbi in likom, tako, no. Meni je bila v filmu glasba zelo všeč. Da si ti naredila glasbo? Naredila je Kukleka Šarović. To je tvoj psevdonim? Ja. O tem se ne bomo izrekali. Aha, ok. Ne, se bomo izrekali, pač le. Ja. Zdaj pa mene zanima, to je zdaj kratki film, kaj pa mogoče razmišljaš o kakšnem celovečercu? Ja, zaenkrat tako še ne razmišljam zares o celovečercu, mogoče se ga manj bojim kot prej, ker prej sem se ga ful tako, oh my god, pač 1 uro pa pol bo nekdo moral gledati nekaj. Ampak v bistvu zdaj zaenkrat zaradi teh nekih produkcijskih razlogov, pa tako takih okoliščin se bolj ukvarjam z videospoti, pa tako s kratkimi filmi. Ampak mislim, da pač bo enkrat v prihodnosti definitivno tako pač tudi prišel čas za nek celovečerni film. Super, ko mi čakamo, da ga vidimo na FSF-ju ali pa mogoče še na kakšnih drugih festivalih. Pa želiva ti veliko sreče še naprej. Hvala, sam navzgor. Hvala, Katarina Rešek. Thanks. Hvala Bojani Bregar in Maji Zupanc iz skupine Filmflow. Kolegice bodo z nami tudi preostale festivalske dni. Bodite z nami tudi v prihodnje. Bodi si v živo na bogatem sredinem festivalskem dogajanju, bodi si v živo preko spleta. Tudi na AKTV-ju vam pripravljamo bogat program. Prvi, ki sledi, je prenos v živo iz našega studia. Zajtrke z avtorji, ki jih bosta vodili Bojana Bregar in Ana Šturm, si boste lahko ogledali ob 11:30. Hvala, da ste bili z nami in lep dan.